Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes bomo nekam odšli, namreč tukaj nas čaka kovček. A veste, kam bomo odšli? V svet pravljic. Ja, tako je. In za današnjo pravljico sem izbrala pravljico Hansa Christiana Andersena z naslovom Leteči kovček. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tej pravljici. Nekoč je živel priden trgovec. Prislužil si je tako veliko premoženje, da bi lahko s srebrniki tlakoval vso svojo ulico in še lep kos rodnega mesta povrh. Zelo dobro je znal gospodariti z denarjem. Kamor je vložil srebrnik, se mu je zagotovo povrnil zlatnik. Ko je umrl, je vse bogastvo dobil njegov sin. Ampak vse, kar je oče s trudom ustvaril, je sin zelo hitro zapravljal. Vsako noč je s prijatelji odhajal na razkošne zabave. Iz bankovcev je delal papirnate aviončke, zlatniki je delal žabice na vodi. In tako je precej hitro ves denar pošel. Od ogromnega bogastva, ki mu ga je zapustil oče, je sinu ostalo nekaj novčičev, od vseh oblačil pa stara ponošena halja, od številnih obuval pa le raztrgani copati. Zdaj, ko je ostal brez prebite pare, so ga zapustili tudi prijatelji. Sramovali so se ga in niso hoteli, da bi jih to videl skupaj z njim na ulici. Niti na misel jim ni prišlo, da bi mu pomagali sedaj, ko je bil v težavah. Nihče več se ni spominjal veseljačenja in zapravljanja. En sam se je našel, ki je imel toliko srca, da mu je poslal stari kovček in sporočilo. Pojdi na pot in išči srečo kje drugje, čim dlje od tod. To je bila lepa gesta, ampak mladenič ni imel kaj pakirati. Ogrnil se je v haljo, obuc copate in kar sam sedel v kovček. Vendar to ni bil navaden kovček. Takoj, ko je mladenič zaprl pokrov, je kovček poletel. In tako je trgovčev sin v kovčku sfrčal skozi okno, visoko nad oblake in potem dalje in dalje. Kovček je bil star. In pod mladeničevo težo je dno začelo pokati. Škripal je na vseh koncih. Fant se je prestrašil, da bo padel ven, in do zemlje je bilo salaminsko daleč. Vseeno je užival. Letel je nad zelo zanimivimi deželami in na koncu prispel v Turčijo. Pristal je v temnem gozdu. Kovček je skril pod neko staro veliko drevo in odšel v mesto. Brez strahu se je lahko sprehajal, saj so po ulicah vsi hodili v copatih in svilenih hišnih haljah, prav tako kot on. Kar ves dan se je potepal po mestu, ga opazoval in občudoval. Tako je naletel na ogromno čudovito palačo z zlatimi strehami. Ustavil je ženico, ki mu je prišla naproti, in jo vprašal. Povej mi, turška babica, čigav je ta dvorec s temi lepimi visokimi okni? V njem domuje sultanova hči, je odgovorila neznanka. Prerokovali so ji, da bo zelo nesrečna, ko se bo poročila. Zato sedaj nihče ne sme k njej, če mu sultan in njegova žena posebej ne dovolita. Prav, hvala lepa, je rekel trgovčev sin. Hitro se je vrnil v gozd do starega drevesa, skočil je v svoj kovček in odletel naravnost na dvor. Tam se je vtihotapil v sobo mlade princese. Ležala je v svoji posteli in spala. Tako je bila lepa, da se trgovčev sin ni mogel zadržati. Sklonil se je k njej in jo poljubil. Princesa se je prebudila in se silno prestrašila. Fant pa ji je pojasnil, da je angel z neba, ki ga je poslal sam prerok. To jo je pomirilo. Obiskovalec ji je bil všeč. Sedel je na njeno posteljo in ji govoril o njeni lepoti. Rekel je, da sta njeni očesi dve čudoviti temni jezerci, po katerih njene misli plovejo kot morske vile. Opisoval je njeno čelo. Povedal je, da je kot čudoviti snežni vrh, ki prekriva najlepše dvorane in podobe. Potem ji je pripovedoval o štorkljah, ki prinašajo čudovite majcene otročaje. Na koncu jo je zaprosil,
naj postane njegova žena. Dekle je takoj pristalo. Vrniti se moraš v soboto. Takrat bosta sultan in sultanica prišla k meni na čaj. Gotovo bosta zelo ponosna, ker se bo njuna hči poročila z angelom. Posebej se moraš potruditi in jima povedati kakšno lepo bajko, saj imata to najraje od vsega. Mama ima rada poučne zgodbe, oče pa bolj vedre, ker se želi čim več smejati. Potem sta se poslovila. Princesa je fantu poklonila z zlatniki okovano sabljo in odletel je. Takoj si je šel kupiti novo obleko. Potem je sredi gozda sedel na štor in si pričel izmišljevati zgodbe, s katerimi bi očaral dekličine starše. To ni bilo enostavno. No, do sobote si je vseeno izmislil zgodbo in odšel k princesi. Tega dne so se vsi dvorjani z ženami zbrali v palači. Prišli so na čaj. Spremljala sta jih sultan in sultanica. Še posebej ljubezniva sta bila s trgovčevim sinom. In zdaj nam povejte kakšno lepo zgodbico, je poprosila sultanica. Rada bi slišala kaj resnega in poučnega. A tudi vesela mora biti, je dodal sultan, da se bomo dobro nasmejali. Prav, je rekel mladenič, z veseljem. In je začel. Nekoč je živela škatlica vžigalic. Vžigalice so bile zelo ponosne na svoje poreklo. Njihov prednik je bil velik bor iz gozda, zdaj pa so ležale na kuhinjski polici med železnim loncem in kresilom. Sosedoma so nenehno govorile o časih, ko so živele kot zelene veje pod sončnimi žarki, pile čaj iz jutranje rose in poslušale prelepo ptičje žvrgolenje. No, nekoč so žal prišli drvari in deblo posekali, veje obtesali in iz nekaterih kasneje napravili vžigalice. Njihova naloga bo usipati svetlobo v mrak. Zato zdaj čakajo na kuhinjski polici, da bodo nekoč zasijale. Potem je svojo zgodbo povedal še stari lonec. Odkar je prišel na svet, ga postavljajo na ogenj. On pa ostaja čvrst in vse to prenese. Lepo mu je le takrat, ko ga očistijo in ga lepo postavijo na polico. Težko mu je, da gre le redko na sprehod. Samo takrat, kadar gresta z vedrom skupaj po vodo. Komaj pa je lonec umolknil, že je poskočilo kresilo in ga pokaralo, naj vendar ne govori toliko. Potem je predlagalo, da bi se vsi skupaj poveselili, vmes pa se pogovorili, kdo je najbolj imeniten med vsemi. Krožniki so zacingljali, da se strinjajo. Stara skodela je začela pripovedovati, da prihaja z obal Baltskega morja, ker so jo v imenitni družini lepo vzdrževali in čistili. Ta ženska zgodba je bila zelo všeč metlici. In takoj zatem je vedro začelo veselo pljuskati vodo naokoli. Krožniki so spet zacingljali, greblica je zaplesala. Prevleke na stolih pa so popokale od smeha. Samovar je zapel s svojim globokim basom. In nekdo je predlagal, da bi povabili slavca iz vrta, da bi pela v duetu. No, večini to ni bilo prav. Tujci pač ne smejo sodelovati v zabavi znotraj kuhinjskih zidov. In medtem, ko je velika košara vse oštevala zaradi velikanskega hrupa, se je domov vrnila gospodinjska pomočnica. Vse stvari so se hitro umaknile nazaj na svoja mesta in umolknile. Vsakdo je bil zase prepričan, da je dokazal, kako je najbolj imeniten med vsemi. Pomočnica je segla po vžigalicah in zakurila v peči, da je ogenj veselo vzplapolal. Sedaj vsi vidijo, da smo mi najimenitnejše, so pomislile vžigalice in pogorele. Kako lepa zgodba, je vzdihnila sultanica, ko je mladenič končal. Med poslušanjem sem res uživala. Mislim, da si zaslužiš našo hčer. Tako je sultan radostno pritrdil. Svadba bo v ponedeljek. Objeli so mladeniča in ga pričeli tikati, saj je bilo jasno, da bo prišel v družino. Dan svadbe je bil določen in takoj so začeli krasiti mesto. Ljudem so delili okraske in slaščice. Otroci so navdušeni tekali naokrog, skakali in vse povprek kričali: Hura! Hura! Tudi jaz bi moral kaj storiti, je pomislil trgovčev sin. Konec koncev, to je vendar moja svadba. Krenil je v nakupe. Kupil je rakete, petarde in vse, kar je sodilo k ognjemetu. Vse je zbasal v svoj kovček
in poletel nad mesto. Pričelo se je pokanje, grmenje in čudovita svetloba je preplavila nočno nebo. Vsi Turki so poskakali na noge. Česa takega še niso videli v življenju. Prepričani so bili, da je gospodar neba prišel po njihovo princeso. In ko je trgovčev sin spet pristal v gozdu, je pomislil: šel bom v mesto in prisluhnil, kaj govorijo ljudje. Kaj vse mu je prišlo na ušesa? Kogarkoli je kaj vprašal, vsakdo mu je odgovarjal drugače, kaj je videl. Ampak vsem se je zdelo prečudovito. Sam prerok se je peljal čez nebo, je vznemirjeno razlagal eden. Oči je imel kot zvezde in brado kot peno na vodi, je dodajal drugi. Imel je ognjeni plašč, je trdil tretji. Iz njegovih gub so veselo kukali najlepši angeli. In ko se je naposlušal zgodb, se je vrnil v gozd. Moral bi poleteti na dvor in na svatbo, a pod starim drevesom, groza, niti sledu o kovčku. Pač, popolnoma je pogorel. Iskra iz ognjemeta ga je zadela, pričela tleti, in ko je mladenič po ognjemetu odšel v mesto, je kovček zagorel z visokim plamenom in se spremenil v kupček pepela. Trgovčev sin je bil obupan. Ni mogel več leteti in ni mogel več k svoji ljubljeni zaročenki, prelepi princesi. Princesa je ves dan sedela na strehi dvorca in čakala. Še danes ga čaka. On pa potuje po svetu in pripoveduje zgodbe. Lepe so, a ne več tako vesele kot včasih. No, tako. Pa smo poleteli v Turčijo. Ampak žal se tale pravljica ni končala s tako srečnim koncem, kot smo pričakovali, kaj ne? Ampak kljub temu, mislim, da je deček s kovčkom navdušil ljudi in morda jih navdušuje še danes. Zagotovo. Tako, to je bila današnja pravljica. Če želite slišati še kakšno pravljico, pa predlagam, da kliknete na moj knjižni kotiček in se kmalu spet vidimo. Lepo se imejte in čau, čau!